Dober večer in dobrodošli, bratje in sestre. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje, kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Njegovo ime slavite.
Oznanjujte dan za tem njegovo odrešenje. Pripovedujte med narodi o njegovi slavi, med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih. Sedeli so čez noč, luče Božje slave, obžarila si noč. Izgledale so očite, nebeške pevajoč, veselje oznadije, pastirim so rekoč. Rešenik Mesija, ki milost daje vam, bil tebi izgubljen sem, resnico iskal sem, zaklical sem Gospodu, dokazal mi je to. Daj tvoj nagrad prepevaj, razrega vse povsod tvoj, nagrad prepevaj, darojen je Gospod. In tvoj nagrad prepevaj, naj se razrega vse povsod tvoj, nagrad prepevaj, darojen je Gospod. Darojen je Gospod. Ko poleg čred pastiri sedeli so čez noč, jih luče Božje slave obžarila si noč. In vzklikale so čete, nebeški pevajoč, vaš rešenik Mesija, ki milost daje vam. Dajmo! Daj tvoj nagrad prepevaj, naj se razvega vse povsod tvoj, nagrad prepevaj, darojen je Gospod. In tvoj nagrad prepevaj, naj se razvega vse povsod tvoj, nagrad prepevaj, darojen je Gospod. Gremo ta vokal. Tvoj nagrad prepevaj, naj se razlega vse povsod tvoj, nagrad prepevaj, darojen je Gospod. Tvoj nagrad prepevaj, naj se razlega vse povsod tvoj, nagrad prepevaj, darojen je Gospod. Darojen je Gospod. Aleluja! Vzkliknite Gospodu vsa zemlja. Veseli bodite.
Vriskajte in prepevajte! Pevajmo! Vzklikajmo Gospodu! Vzklikajmo si, Gospod je tu, naj kralja si slavi, naj srca vsa obtrose
življenje, ker ima njegovega duha, slavi Gospoda. Zavil bom dolini, zavil bom na gori, zavil ko gotovo in ko bom
duša moja, slavi Boga, duša moja. Slava tebi, Gospod. Naš kralj je rojen. Vse slavi, Gospod. Tisoč generacij spušča se v slavljenje. To je večna pesem jagnjetu. Vsi, ki tekli so pred nami, vsi, ki vero sprejmejo, skupaj bomo peli pesem jagnjetu. Tvoje ime je najvišje, tvoje ime je največje nad vsem. Tvoje je ime. Vrh svet in vladarstva moči, poglavarstva nad vsem. Tvoje je ime. Tvoji angeli sveci, stvarstvo kliče ti. Sveci, ti povzdignjen si. Sveci, sveci zavedno. Ljudstvo poje ti, sveci, kralj vseh kraljev si. Sveci in vedno boš. Sveci, sveci zavedno. Na tisoč generacij spušča se v slavljenje. To je večna pesem jagnjetu. Vsi, ki tekli so pred nami, vsi, ki vero sprejmejo, skupaj bomo peli pesem jagnjetu. Tvoje ime je najvišje, tvoje ime je največje nad vsem. Tvoje je ime. Vrh svet in vladarstva moči, poglavarstva nad vsem. Tvoje je ime. In Jezus, Jezus, ti si najvišji. Jezus, ti si največji. Jezus, ti stojiš nad vsem. Vrh svet in vladarstva moči, poglavarstva nad vsem. Tvoje je ime. stvarstvo kliče ti, sveci, ti povzdignjen
sveci, sveci zavedno. Ljudstvo poje ti, sveci, kralj se kraljev sin. Sveci in vedno boš, sveci, sveci za vedno, ja, Gospod. Ker tvoje ime je najvišje, tvoje ime je največje nad vsem. Tvoje je ime v svet in vladarstva moči, poglavarstva nad vsem. Tvoje je ime, tvoje ime je najvišje, tvoje ime je največje nad vsem. Tvoje je ime v svet in vladarstva moči, poglavarstva nad vsem. Tvoje je ime. Aleluja. Jezus, 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 sveci, 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 Gospod. Obožujemo te. Dober si, dober si. Tvoje ime nad vsemi imeni. Tvoje ime je moč, ozdravljenje, odrešenje. Ime nad imeni, dragi rešitelj, močni Gospod,
going to stop praising you, my Lord. Yeah. Dober dan, snemamo anketo. Par vprašanj bi imeli o Božiču. Pa vam pomeni recimo to, kar nekateri verjamejo, ne, da je bil Jezus rojen na ta dan. A imate kakšno mnenje, kakšno verovanje? Ja, večina reče, da je, mi tudi potrdujemo. Ne? Jaz pa ne, mislim tako, isto. Večina reče, da je, ampak Pa jaz je. nisem videla. Neki, Ali ni res, no? neki že. Ne, da je v bistvu Jezus a ne umrl za nas, noben drug ni. To je edino ime. A ne. Praznovati, kot ki ljudje praznujejo od nekdaj. In nadaljujemo tradicijo. A pa vas mogoče zanima, mi bomo imeli jutri praznovanje v bistvu Božiča nekako z biblijsko tematiko. Tukaj na Zaloški je krščanski center, a poznate? Če vas zanima, ste zelo vabljeni. Ja, jaz bi šel, ampak to moram, ker ni prostora, da prideš noter. To bi se dal zrihtati, a? Bi se dal, ja. To ni problem. Gospod, hvala ti za Nikolo. Mi ga blagoslavljamo v imenu Jezusa. Gospod, dotakni se ga, pomagaj mu, da bo sprejel odpuščanje, Oče, in da se boš Jezus ti po veri naselil v njegovo srce. In Oče, mi zdaj molimo, da se mu ti dokažeš v imenu Jezusa. Mi zapovedujemo, da zrastejo te noge. A veš tako, kaj se je zgodilo takrat za Božič? Ja, Isus se je prerodil, če se ne motim. Ne, res ne vem. Bravo, ne, promaš. Jezus se je rodil, ja. Dobro si rekla. To je v bistvu njegov rojstni dan praznujemo. Ne? A veste, da sem danes zjutraj dobil eno razodetje glede Božiča, ki ga sploh še nisem vedel. Pa vsak let ful študiram to, kaj je čas Božiča. Tako da imam ful enih lekcij iz Božiča. Ampak danes sem eno stvar ugotovil v cerkvi. Sej ni toliko pomembna, samo tako zanimivo je bila zame. A vam povem to? Ali grem raj? Okay. Poštekal sem, kdaj se je Jezus rodil. Dajmo si pogledati, da se je Jezus rodil 29. septembra, 2 let pred Kristusom. On se je rodil 2 let pred Kristusom. Pred našim štetjem. Tako da koledar imaš za 2 let zamaknjen. Pač. Nažalost, tako je. Ampak veste, zakaj to vem? Ker je bil Augustus, je začel vladati 41 let pred rojstvom Jezusa in umrl je 15 let po njegovem rojstvu. In to je bilo 19. augusta 14 po Kristusu. To pomeni, da se je Jezus rodil 2 let pred Kristusom. Tertuljan je zapisal, da se je Jezus rodil 28 let po smrti Kleopatre, to je bilo pa leta 30 pred Kristusom. In Marija je hitela na obisk Elizabete, ki je bila v prvem tednu 6. meseca, kar je pa 4. teden decembra 3 leta pred Kristusom. Torej bil Jezus rojen 280 dni kasneje, to je 29. september, 2 leta pred Kristusom. Najbrž vsi ful sledite. Še jaz si nisem sledil, sam imam napisan. Aleluja. Se pravi, ampak zdaj, pa sem pa razmišljal, brez veze mi praznujemo konec decembra, če se je rodil, mi bi mogli imeti Božič 29. septembra in mogoče bi na cel svet začel posnemati. Ampak ne, pa sem pa razmišljal, haleluja, ampak če greš pa 9 mesecev nazaj, kdaj pa Sveti Duh prišel v Marijo, je pa če je 9 mesecev, pa recimo, da je 5 dni še se vlekel, ker so bili v hlevu, pa to, pa Marija ni bila glih. Tako pač, ni hotela na oslu roditi, pa je naprej pa go dol. Pa recimo, da je bila noseča 9 dni, pa 9 mesecev, pa 5 dni, evo, smo pa na 25. decembru, haleluja. Amen? Tako da čist možno, da 25. decembra, da je bil spočet po Svetem Duhu. Wow. Tako da spet, Bog je spet se v štulu nekam, haleluja. Čist možno. Sem mislil, da boste kaj bolj nazučno, pa knimo.
Nima veze. Zakaj? Zato, ker njegovo spočetje je bilo nadnaravno. Rojstvo je pač rojstvo, večina otrok se rodi. Ampak on je bil pa spočet kako? Nadnaravno, haleluja. Marija ni spala z nobenim moškim, dokler se ni Jezus rodil. Potem pa ja, ker Jezus je imel tudi brate. Tako. In so rekli učenci, tvoja mama prihaja pa tvoji brate. Rekel, kdo so moji brate pa moja mama? Vsi, ki izpolnjujejo Božjo voljo. Se pravi, mi smo postali njegovi bratje skupaj s tistimi. Ampak zanimivo je pa to rojstvo. To je bilo pa nadnaravno. Tako da moraš vedeti, da Jezus ni bil samo človek, ampak je bil tudi Bog. Že v štartu. Zato je bil spočet nadnaravno po Svetem duhu. In temu se reče inkarnacija. Bog je prišel v meso. Brez človeške volje. Ni se rodil po človeški volji. Ni se rodil iz spolnih odnosov moškega in žensko. On je bil spočet po Svetem duhu, nadnaravno. Wow, je. Amen. Preroki so prerokvali in pol se je zgodil. Dajmo si pogledati 4 prerokbe, kako je to nadnaravno bilo napovedan, da bo devica rodila. To je nemogoče, devica ne more roditi. Izaija 7:14 govori, devica bo rodila sina. Dajmo imenovala ga bo Emanuel, ker je Gospod z nami. Mihaj 5:2 govori o tem, da bo rojen v Betlehemu, ampak prišel bo pa iz druge, iz Nazareta. Wow, spet. Kako bi lahko Jezus to izpolnil? Nemogoče, če ne bi bil Bog. Ker ti se ne moreš odločiti, kje pa kdaj se boš rodil. Prav vse to napovedan. Izaija 6:5, dete nam je dano in potem prav in imenuje se Bog. Veliko stvari, svetovalec, oče, slave, ampak Bog. Se pravi, dete, ki je Bog. To je samo en tak otrok se rodil, ki je Bog. In to nisva jaz pa ti. Amen. To je Jezus. Amen. Jeremija 23:5. Davidov odraslek, Gospod pravičnost naša. To so 4 prerokbe, ki ti govorijo o tem, da se je Bog rodil kot človek. Wow, a ni to fascinantno? Mi smo včeraj delali intervju in prva oseba je bila mogoče stara, koliko bi rekel, Vlado, 22, 13, 14, 15 let. In kako ful praznuje Božič in to, in kako skupaj bojo se dobili njen fant, pa njihova družina, pa bo šli k tuni družini, pol bojo skupaj jedli, imeli darila, kot sem rekel. In odprli bojo šele 25. Zanimivo, ne? Ko ene brate sem vprašal, če bo imel kaj daril, če jih imajo že, kot sem rekel, je rekel, a si nor. Pa nas do 25. ne bi zdržali, bi jih že vsi prevzel. In pol sem me vprašal, pa ti veš, zakaj je Božič? In ful je rekel, da ne ve, da nima pojma. Kaj se je takrat zgodilo za Božič? Rekel, ne vem, nimam pojma. In pol je rekel, a se ni Jezus na novo rodil? Si kuvavo je zadela si, haleluja. Ker se je v bistvu res na novo rodil. Dobro je rekla, to nikoli nisem pomislil. Ko on je že prej obstajal. On že prej obstajal kot Bog. Beseda je, po besedi je vse nastalo. Beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Janez 1:1 in Janez 1:14. In beseda je postala telo. Amen. Oziroma meso. Se pravi, on je prišel v telesu. To je totalna inkarnacija. Se pravi, Bog je postal človek, da je lahko nas rešil. In rešil nas je pa ne kot Bog, ampak kot človek. Vse, kar v Filipljanih piše, da on se je spraznil svoje enakosti z Bogom. Se pravi, on je bil Bog, ampak vsega tega se je spraznil, da je kot človek mogel iti v hlev, se tam roditi, so mu menjali planice, ne vem, kva vse trpel muke, vse živo, hodil je, bil je utrujen, bil je lačen Jezus, bil je žalosten, bil je vesel, vse živo. Zakaj? Da smo mi lahko odrešeni. Amen. Bog je postal človek, da je človek lahko postal Božji sin. Amen. Božji sin je postal človeški sin, da človeški sinovi lahko postanejo Božji sinovi. Amen. A je to zamenjava huda, haleluja. Tako da Božič bi mogli se samo to spomniti. Amen. Da smo mi postali Božji sinovi. To je največje darilo, da je Bog postal človek, da smo mi postali njegovi sinovi.
In zato si ti ful vreden. In to sem pol Nikolaju razlagal včeraj na vozičku, koliko je on vreden. Tok, da je Bog prišel dol za njega. Recimo mu sedel, ti si ful vreden. Več kot vsa darila. Dajmo si na brzino pogledati, da psarme ne bo, psalmi, sarme, da psarme ne bojo hladne, si dajmo pogledati na brzino 10 razodeti za nas, 10 razodeti, ki jih lahko sprejmemo v rojstvu Jezusa, samo v njegovem rojstvu. A ste pripravljeni? Samo v njegovem rojstvu imaš 10 razodeti. In to je v Luka 1:26 do 38. Luka 1:26. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret. Se pravi, ko Bog hoče nekaj narediti, cerkev, on ne bo dovolil, da ga karkoli ustavi in bo poslal angela pred sabo. Haleluja. Amen? Recimo mu sosedu, Bog ima angele zate. Haleluja. Amen. To je že prvo razvodetje. Nisi sam, še njegovi angeli so s tabo. Amen. In oni grejo pred tabo. In zdaj ti bojo telefon uničil, če ti bo še enkrat zazvonil. Haleluja. Haleluja. Ugasiti telefone, prosim, res, haleluja. Ne testirati mojo ljubezen. Poglejte naprej. K devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je stopil k njej in rekel, pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Recimo mu sedu, ti si obdarjen z milostjo. Reč drugemu sosedu, Gospod je s teboj. Wow, a ni to ful? Cerkev, in tukaj je spet eno razodetje. Se pravi, Marija, ona ni imela pojma, ona ni nič razumela v tem trenutku in niti ni vedela, kaj in kako, kva se dogaja. Ona ni imela pojma o pojmu, razumeš? Ona je bila čist nepripravljena. In kaj se je zgodilo? Angel je šel pred njo in je rekel, obdarjena si z milostjo. Se pravi, ko Bog hoče nekaj, da se nekaj narediti, ti je dal milost, da se to lahko naredi. Amen? Zato je tebi vse mogoče, ker ni tvoja moč, ampak je njegova milost čez tebe deluje. Amen? In njegova milost dela pa točno to, kar Bog hoče. Jaz sem bral, kdo od vas bral knjigo Revni očka, bogati očka? Ful popularna knjiga. Jaz pa nisem vedel. Nam je to Ashley rekel, ne preberemo. Že, ne vem, 30 let nazaj. Ampak zanimivo, jaz nisem vedel, da je ta človek kristjan. Ampak on prej je to knjigo napisal, se je srečal s kristjanom, ki je bil faliran študent in je izpadel iz šole. Veste zakaj? Zato, ker ni znal dobro pisati. Pa napiše bestseller, najbolj prodajeno knjigo. Ampak glih za tega, ker pisati ne zna, ni mogel šole končati. In polk je tega kristjana srečal, mu je ta kristjan rekel, lej, kva bi rad v življenju? In rekel, rad bi ful denarja zaslužil. In pol ga je on ful nahrulil. To ni nobena vizija, to je sam pohleb. Ti vpraš Boga, kaj bi Bog rad naredil. In to deli, kar bi Bog rad naredil. In pol je ful obogatil. In rekel, to je moj življenjski moto. Kaj Bog hoče narediti? Net povem, če najdeš v svojem življenju, kaj Bog hoče čez tebe narediti, boš ful poln milosti, ki bo to čez tebe naredila. Amen? In si obdarjen z milostjo in še nekaj, Gospod je s teboj. Amen? In pol, kaj se ti zgodi? Vse ti gre po sreči. Amen? Rec svojemu sosedu, ti si obdarjen z milostjo. Gospod je s teboj. Da v vsem lahko uspevaš. Po teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Dobar je premišljevati. Ko nekaj prebereš v Bibliji, pa ne razumeš, ampak se ti zdi dober. Tukaj je kakšen diamant skrit zate. In ga premišljuj. In ona je premišljala, wow, kaj je zdaj sploh angel hotel povedati? In je to dobro razmišljati, kar ti Bog govori. Angel je rekel, ne boj se, Marija. Amen? Skoraj vedno, ko angel nekam pride, ali pa ko Bog pride, prva stvar, ko mora reči človeku je, ne boj se. 365 v Bibliji, ne boj se. Ne vem, kaj je polna prestopno leto. Ne vem, ampak. Ne se bat. Recimo sedu, ne boj se. Amen.
Strah ni od Boga, haleluja. Strah te paralizira, Bog te pa osvobaja, haleluja. Amen. Nikoli ne poslušati strahu. Nikoli, haleluja. Strah ni od Boga, haleluja. Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. Wow. Haleluja. Kjer je tle ključ? Ne bo konca. Božjemu kraljestvu ne bo konca. Amen. Se pravi, cerkev, mi smo se v nekaj vpletali, kjer ne moramo zgubiti. Mi ne moramo zgubiti. Amen. Recimo Sloveniji lahko da bo konc, jaz ne vem. Evropski uniji lahko da bo konc. Meni če vse. Mislim, njim vse, rad bi, da gre vse lepo. Ampak najvažnejše je pa, da Božjemu kraljestvu ne bo konca. Amen. Nas tu, če bi recimo Rusi zasedali, pa prevladali, pa da bi islam nas zavzel, karkoli, vse Božjemu kraljestvu ne bo konca. Amen, ker ne more. Tudi če Kitajci svet zavzamejo, se bojo pa oni spreobrnili. Mene vse, haleluja. Amen. A veste, da najbolj hitro raste Božje kraljestvo zdaj v tem trenutku, danes se največ ljudi spreobrne v Iranu. V Iranu. Noro. Ker si nikoli ne bi mislil. Na Kitajskem itak ful, mislim, Kitajcev je spreobrnenih procentualno dosti, 10krat več kot Evropejcev. Tako da mi nekaj ščitimo, kjer se ful malo dogaja. Dajmo raje Božje kraljestvo, amen, podpirati. Bodimo na strani Božjega kraljestva. Zavedi se, da Božje kraljestvo je najbolj pomembna stvar, amen. In ti si, recimo v sosedu, ti si član Božjega kraljestva. Reč drugemu sosedu, to se nikoli ne bo končalo. Amen, haleluja. Recimo včasih investiraš v kakšno neumno verigo svoj cash in pol pobere denar, gre na Havaje in vsi denar zgubijo in je konc tvojega, ampak v Božjem kraljestvu pa ni nikoli konc. Karkoli si investiral. Je vse rekel, če si še kozarec hladne vode dal, nekomu boš nagrajen. A razumeš, da ti boš za vsako stvar nagrajen. Amen. Mi bomo ful nagrad pobrali cerkev. Mi bomo skozi sem uživali v novem kraljestvu. Njegovo kraljestvo se nikoli ne bo končalo. Skozi se bo dogajalo. V bistvu najslabši čas je zdaj na zemlji. Pa že zdaj se imamo lahko ful fajn. Amen. Te bo sam še čedalje boljš. Mene je včeraj klical en kolega, ki je že malo starejši, iz Zagreba. Ne vem, koliko je star, kakšnih 75. In sem rekel, kako si? Prav, skoraj sem umrl, ful me je zvil v pljučih, 3 doktorje so me operirali in so rekli, da me je Jezus rešil. In je rekel, jaz, ko sem vedel, da je to slabo, pa da lahko umrem, sem rekel, vslej, mislim, jaz sem pripravljen ni domov. A ni to the best? Ni to the best, haleluja. Da se sploh ne bojiš smrti. Amen. Ko on je vedel, da če umre, bo samo prišel v Božje kraljestvo, haleluja. Razumete? Nič ne bo zgubil. On je lastnik ene par lekarn in ne bo vse živo. Ampak ves ta materialni svet se ne da primerjati s tem, kaj bo on dobil v Božjem kraljestvu. Amen. In je rekel, če me rabaš, bom pa tle, haleluja. Amen. Jaz sem lahko tle, če me še rabaš. In se rekel, zgleda, da te bo krap, haleluja. Meni je žal, da moraš biti še med nami, haleluja. Mislim, ne zaradi mene, zaradi tebe. Mene nič ne motiš, ampak tako, bolj fajn bi se imel. Amen. Reč, nikoli ne bo konc. Noben mi ne bo ukradel tega. Haleluja. Poglejte zdaj, Marija pa je rekla angelu, kako se bo to zgodilo, ko ne pozna moža. A lahko rečeš, kako? Nikoli ne reč Bogu zakaj. Nikoli mu reč ne morem. Nikoli mu reč ne da se. Nikoli mu reč na napačna vrata si potrkal. To bi mogel komu drugmu reči. Jaz nisem te prav. Jaz ne bom, ne morem. Ne znam. Ne, ti ga vpraš kako, haleluja. V bistvu, če te Božji glas nikoli ne ustraši, če te Božja vizija nič ne ustraši, pač vprašanje, če je to res Božja vizija ali pa pač to nek tvoj plan, ki ga lahko sam izpolniš brez Božje milosti pa brez Boga. Ker večinoma, ko ti Bog da plan, rabiš ta kako, amen, ki je preveč zate. Amen. Se pravi, kako, vedno vpraš Boga kako. Recimo, ko ti da vizijo, dobiš
dobiš sanje, dobiš vizijo, dobiš eno željo, pa ne veš, kako se bo to zgodilo. Namesto da jamraš, da se ne da, vedno vprašaš, kako. Amen? In te bo Bog povedal, haleluja. In tukaj je povedal, in kaj je rekel? Angel je odgovoril, pogledajte prvo besedo. Kaj je angel rekel? Sveti duh. Amen? Kako? Sveti duh. Haleluja. Amen? Reč sveti duh. Sveti duh bo prišel na te. Kaj rabimo v cerkvu? Rabimo svetega duha, haleluja. Brez svetega duha nič ne deluje. Amen? Pozab na Božič brez svetega duha. Nikoli se Jezus ne bi rodil brez svetega duha. Amen? Kako bomo mi zdaj živeli brez svetega duha? To ne gre, cerkev. Dajmo se skozi izpolnjevati svetim duhom. Amen? Rečemo, dobrodošel si, sveti duh. A lahko rečeš, dober večer, sveti duh. Hvala ti, Jezus. Moč najvišjega te bo obsenčila. Wow, kaj rabimo? Se pravi, ko sveti duh pride, kaj pa rabimo? Moč. Moč najvišjega. Amen? Mi dva rabimo Božjo moč. Amen? Vedno, vsak dan, če si ful izčrpan, kaj rabiš? Povab svetega duha in napolni se z Božjo močjo. Vdihan zrak, haleluja, pridi v Božjo prisotnost, odpri se za Božjo moč. Amen? Povab ga, Jezus, haleluja, izpolni. Hvala ti za tvojo moč. Amen? Mal se tako potop v njegovo moč. Haleluja. Moč najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti in to je 6. mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče. A lahko rečeš, nič ni nemogoče. Nič ni nemogoče. Jaz ne vem, a kdo ve, koliko je bila Elizabeta stara? Ona je bila kar že orang upokojenka. Orang že upokojenka in še nikoli ni imela otroka. Ker druga je, če kakšna gospa rodi starejša, ki je že prej imela otroke. Ampak ona nikoli še ni imela otroka. Elizabeta, ful stara in rodi. Zakaj? Ker Bogu ni nič nemogoče. A lahko rečeš, nič mi ni nemogoče. Hvala ti, Jezus. Marija pa je rekla, glej, Gospodova služabnica sem. Wow, to je dober, amen? To je dober odgovor. Ko Bog pride, pa ti da moč, rečeš, jaz sem tvoj služabnik, uporabnik, deluj čez mene, amen? Hočem biti tvoje orodje, haleluja. Tukaj sem, haleluja. In zadnji del citata, Marija pravi, zgodi se mi po tvoji besedi, haleluja. Amen? In angel je šel od nje. Se pravi, ko je ona slišala od angela besede, je vprašala, kako, on je povedal, kako, in to je to. In kaj je ona rekla? Zgodi se mi po tvoji besedi. Kako boš ti napredoval? Po Božji besedi, haleluja. Kako rasteš? Po Božji besedi. Česa se moraš držati? Božji besedi. Kaj se mora čez tebe manifestirati? Božja beseda. Zgodi se mi po Božji besedi. Hvala ti, Jezus. Amen. Tako da rad bi vas tem, sem hitro šel čez 10 razodetih, haleluja. Tako da lahko si zapomnite to, kar vam je Bog pričeval v svojem duhu, haleluja. Verjamem, da vam Bog govori, haleluja. Jaz verjamem, da je vsak od nas ful pomemben, haleluja. Jaz verjamem, da lahko si ful depresiven, lahko ti nič ne gre dobro, pa si še vedno ful pomemben, haleluja. Amen. Ti lahko v enem dnevu narediš več, kot nekdo, ki ima vse, haleluja, pa nima Jezusa. Amen. Ti poglej si Samsona, ki je vse zamočil, vse je uničil in pol preden umre, spet ga Bog uporabi. V enem dnevu spet spremeni celo usodo naroda. Ti lahko, mene en brat, ki je star 62 let, ga poznam že ene 25 let, njegov ženo sem Hevsu pripeljal, z njim sem se ful ukvarjal in je ful zabluzil tako v življenju, kar dost. In pa sem se ta teden z njim dobil, ko je vse pošlihtil. In je vse, ful velike stvari, je vse poravnal, vse je cool in ima zdaj čist svež začetek. In sem rekel, koliko si zdaj star? Je rekel, 62. Sem rekel, ful si mlad.
Haleluja, ful si mladenič, ker cerkev Jezus se je 30 let pripravljal in pol je v 3 letih vse naredil. Amen. Tako da jaz verjamem cerkev, da ta let, ki je zdaj pred nami, leto 25, lahko narediš ogromen. Amen. Lahko njegova milost čez tebe ful naredi. Haleluja. Recimo v sedu, imej velike sanje. Haleluja. Imej veliko vizijo. Haleluja. Upi si velik. Haleluja. A imamo pesem Slavljena zdaj pripravljeno? Ja. Ok, haleluja. Hvala ti, Jezus. Oče, naj se izpolne v nas, Oče, to, kar smo poslušali. Oče, naj bo Božič nekaj, ki nam odpre oči za nadnaravne stvari. Oče, tako, kot se je Jezus rodil nadnaravno, spočet po Svetem Duhu, Oče, naj še mi hodimo v moči Svetega Duha. Oče, molim, da je tvoja milost nad nami, da lahko izpolnimo vse, karkoli je tvoj plan za to leto, haleluja, in za naprej. Oče, za naš življenje, mi govorimo, naj se nam zgodi po tvoji besedi, Oče. Naj se tvoja beseda manifestira čez nas. In Sveti Duh, mi te rabimo tvojo moč, izpolni nas, haleluja. Hvala ti, Jezus, slava ti, Oče. Amen. Amen, hvala ti. Luč sveta, si v temo si stopil, odpri mi oči, da videl bom. Lepoto, ki moje srce obožuje, s teboj vse življenje bom. Tu sem, da slavim te, da se ti poklonim, tu ti pojem, ti si moj Gospod. Popolnoma ljubec si, slave vse si vreden, čudovit si v mojih ti očeh. Tu sem, da slavim te, da se ti poklonim, tu ti pojem, da si moj Gospod. Popolnoma si ljubec si, slave vse si vreden, čudovit si ti v mojih očeh. Ko vedel bi za ceno to na križu tam odplačano, ko vedel bi za ceno to na križu tam odplačano, ko vedel bi za ceno to na križu tam odplačano. Tu sem, da slavim te, da se ti poklonim, tu ti pojem, da si moj Gospod. Popolnoma ljubec si, slave vse si vreden, čudovit si ti v mojih očeh. Tu sem, da slavim te, da se ti poklonim, tu ti pojem, da si moj Gospod. Popolnoma ljubec si, slave vse si vreden, čudovit si ti